V torek in sredo, 12. in 13. marca letos, bo v Portorožu že 46-letni posvet slovenskih zadružnikov, tokrat v znamenju zadružništva in skupne kmetijske politike po letu 2020. Gospod predsednik Peter Vrisk, kaj vse se nam obeta v teh dveh dneh? Ja, 2 dni se bomo družili v Portorožu na letnem posvetu Zadružne zveze. Že dolga leta je praksa, da se v tem času, nekje v prvi polovici marca, dobimo v Portorožu, ko je ostali del Slovenije še malo bolj zimski, bolj hladen, pa je v Portorožu že prava pomlad. In imamo mnogo pomembnih tem, o katerih imamo, da se pogovorimo. Imamo visoke goste, ki bodo povedali marsikaj o kmetijski politiki v slovenskem prostoru, na splošno o politiki, kakšen ima odnos do slovenskega kmetijstva in podeželja. In seveda v začetku najprej damo besedo predsedniku vlade, gospodu Marjanu Šarcu, potem predsedniku državnega sveta, potem kmetijski ministrici, ki bodo kot vrh nekako slovenske politike, pa slovenske kmetijske politike povedali, kaj je tisto, kar je v tem času pomembno. No, potem v drugem delu imamo visoke goste iz evropskega prostora, gospod Busko, direktor direktorata za kmetijstvo, Komisije za kmetijstvo v Bruslu, in pa potem predsednik Kope Kodžeke, Tomas Magnusson, ki bosta dala to evropsko dimenzijo tega našega pogleda. Smo namreč pred novim finančnim obdobjem po 2020, ki je seveda velik izziv za vse nas, tako za politiko na splošno, kot tudi za kmetijstvo, in seveda je prav, da damo na tem posvetu nekako usmeritve. Zbrani bomo praktično vsi tisti, ki se kakorkoli ukvarjamo z kmetijstvom, s podeželjem v tem slovenskem prostoru, in prav je, da povemo, torej, kaj želimo, kaj zahtevamo, kaj so perspektive države Slovenije v prihodnjih letih. Ob koncu prvega dneva pa se bodo tudi letos predstavile kmetijske zadruge. Ja, kmetijske zadruge se vsako leto predstavijo v tem večernem delu po vseh ostalih temah. Pomembno je to, da če že govorimo in promoviramo slovensko hrano, da enostavno to tam tudi javnosti in pa gostom tudi postrežemo, ponudimo kvalitetno slovensko hrano, kvalitetna slovenska vina. Vidimo, da v tem aktualnem času, ko smo v tem globalnem prostoru, prihaja do pretoka ljudi, blaga, kapitala, hrane in vsega ostalega, in vidimo, da nažalost tudi, kar se hrane tiče, veliko tudi manj kvalitetnega blaga prihaja v Slovenijo, prihaja do raznih afer, in mi tak dogodek izkoristimo tudi kot promocijo za kvalitetno slovensko hrano, ki jo proizvajamo slovenski kmetje, jo odkupujejo slovenske zadruge, jo predela naša živilska industrija, in to želimo, da dobi na krožnik slovenski potrošnik. Drugi dan zadružnega posveta pa bo v znamenju predstavitve živilske industrije in aktualnih zadev v slovenskem kmetijstvu. Ja, poleg teh političnih vrhov, tako v slovenskem prostoru in tudi tisti, ki prihajajo iz Brusla, imamo v tem drugem dnevu goste tudi predstavnike teh ključnih kmetijskih inštitucij, tako predstavnike biotehniške fakultete in dr. Kuhar. Vsako leto je že kar nekako praksa, da predstavi stanje v slovenski živilski industriji. To je vedno zelo pomemben pokazatelj, da napravimo nek presek, kje smo v tem globalnem svetu, v tej globalni konkurenci, in na to temo seveda je potem ponavadi tudi živahna razprava. Zadružniki se seznanijo tudi z novostmi prek Kmetijskega inštituta Slovenije. Ja, seveda Kmetijski inštitut je tudi ena pomembna inštitucija v tem slovenskem prostoru. Zadružna zveza praktično sodelujemo z vsemi, z podeželsko mladino, z kmečkimi ženami, z biotehniško fakulteto, s Kmetijskim inštitutom, praktično z vsemi inštitucijami v tem slovenskem prostoru, mogoče inštitut za hmeljarstvo tudi, da omenim, tako da smo res nekako povezani z vsemi temi inštitucijami, sodelujemo, mi se udeležimo njihovih posvetov, oni se udeležijo naših, in v tem malem slovenskem prostoru je res pomembno, da vsi sodelujemo, tako kmečke organizacije, tako stroka, tako fakultete, srednjo kmetijsko šolstvo, in na tak način potem lahko tudi uspešno kmetujemo in uspešno postavljamo temelje slovenskega kmetijstva v prihodnosti. Hvala, gospod predsednik, za pojasnila in za pogovor. Vidimo pa se torej 12. in 13. marca v Portorožu. Hvala lepa.